Prijazen pozdrav, spoštovane gledalke in gledalci lokalnega programa TV Studia Bistrica. Med prispevki v tokratni oddaji Bistriški teden bi posebej omenili volilno-programski zbor članov območnega združenja Rdečega križa, na katerem se je po 10 mandatih oziroma 40 letih vodenja območnega združenja Rdečega križa Slovenska Bistrica poslavil dr. Janko Predan. Volilno-programski zbor članov Rdečega križa Slovenija območnega združenja Slovenska Bistrica. Dan odprtih vrat Čebelarskega centra Slovenska Bistrica. Podpis pogodbe za ureditev Tomšičeve ulice. 12. Šarhov pohod in festival miru. Društvo Vintgar, projekt Nočem plastik planeta. Obisk evropske poslanke Romane Tomc. Razstava na dvorcu Štatenberg, Čebele, naše življenje. V ponedeljek, 29. aprila, so se v prostorih gasilskega doma prostovoljnega gasilskega društva Slovenska Bistrica na programsko-volilnem zboru sestali člani območnega združenja Rdečega križa Slovenska Bistrica. Obravnavali in sprejeli so poročilo o delu v obdobju 2014-2018, poročilo o finančnem poslovanju v letu 2018 ter poročilo nadzornega odbora. Sprejeli so tudi programske usmeritve in finančni načrt za leto 2019. Prav tako so razrešili dosedanjega dolgoletnega predsednika dr. Janka Predana ter sekretarja in organov območnega združenja Rdečega križa Slovenije. 50 let delovanja v Rdečem križu, praktično takoj po zaključku študija medicine ste se pridružili vrstam, od tega 40 let na čelu območnega združenja. Verjamem, da je zelo težko takšno zavedljivo dolgo obdobje strniti v nekaj stavkov, pa vseeno poskusiva. Res je težko pregledati in obeležiti pravzaprav to obdobje teh 51 let, kar sem v vrstah Rdečega križa. Zdi se mi pomembno, da poudarim, da sem s celim svojim bistvom Rdeči križar, pomeni, da vidim, prepoznavam in po svojih močeh pomagam tisti, ki je pomoči potrebne, seveda v sklopu prostovoljk in prostovoljcev, v krajnih organizacijah Rdečega križa, ki so temelj naše dejavnosti v Rdečem križu. Ti v krajnih organizacijah so tisti, ki prvi prepoznajo ljudi, potrebne pomoči in dajo signal, da jim potem pomagamo in razrešimo njihovo težko situacijo. Poglejte, na današnji volilni konferenci oziroma zboru članov ste imenovali tudi novo vodstvo območnega združenja. Ne dvomimo, da ste poskrbeli za to, da bo skrb, upravljanje in pa operativno vodenje prišlo v dobre, se pravi v prave roke. Ja, mislim, da je kandidacijska komisija, bil sem predsednik te kandidacijske komisije, pretresla vse kandidate in da je izbrala in predlagala zboru najboljše od dobrega in vesel sem, da je gospod predsednik sprejel to funkcijo. Gospod Trglec je bil 11 let moj podpredsednik in pozna delo. Gospa, ki je pa sprejela vlogo sekretarke, delovno mesto sekretarke, pa ima tudi izjemno veliko izkušenj, saj je v nadzornem odboru, pri glavnem odboru Rdečega križa Slovenije že 2 mandata in pozna delovanje Rdečega križa tudi širše. Gospa Petra Hojnik, mislim, da je primerna in odlična izbira, ki bo, menim, da bo dobro ali vsaj tako dobro delala, kot je delala gospa Bračičeva, ki pa je seveda vseeno enkratna in neponovljiva. To ste mi pravzaprav vzeli z jezika. Moje zadnje vprašanje je bilo, danes se skupaj z vami poslavlja tudi dolgoletna sekretarka, operativka, gospa Marija Bračič. Kako ste bili zadovoljni z njo, z njenim delom v paru? Bila sva tandem, ki je
ves njen čas, kar je bila sekretarka in ta čas, kar sem jaz bil tudi predsednik Rdečega križa, tvorno sodelovala in dejansko ni bilo treba veliko besed in sva vedela, kaj storiti v danih situacijah in menim, imeti takega sodelavca je izjemno velik zaklad in gospa Bračičeva je bila takšen zaklad in taka delavka, ki je prepoznavala in znala ljudem pomagati takrat, ko je bilo res potrebno. Malo je takih ljudi, ki bi imeli toliko empatije do sočloveka, kot jo to ima gospa Bračičeva. In upam, da bo še sodelovala pri našem delu, v nadaljnjem delu in pomagala novemu vodstvu, kar obljubljam tudi jaz. Z današnjim zborom članov Območnega združenja Rdečega križa, se pravi programsko-volilne konference, se tudi vi skupaj z dolgoletnim predsednikom dr. Jankom Predanom poslavljate od tega operativnega dela generalne sekretarke. Povejte nam, koliko časa ste pravzaprav imeli v rokah vajeti, operativne vajeti Območnega združenja? V bistvu 24 let, več kot polovico svoje delovne dobe sem preživela z temi srčnimi, humanitarnimi ljudmi. Poglejte, v bistvu humanitarnost, pravzaprav vi humanitarci nimate mandata. To je način življenja, to je odrekanje, žrtvovanje. Kakšni občutki vas pravzaprav zdaj v tem trenutku prevevajo, ko svoje operativno delo predajate svoji naslednici? Občutki so mešani, so veseli, ker je bila z mano ta velika družina Rdečih križarjev, velika družina prostovoljk in prostovoljcev Rdečega križa, krvodajalcev, skratka vseh, ki so z mano sodelovali v tem času. Drugi del je pa tisti žalosten, ko se poslavljaš od ljudi, od enega načina življenja. Dejstvo je, da so pred mano zdaj novi izzivi, nove možnosti za življenje, za bogatenje mojega življenja, zagotovo bom za to poskrbela, pa nenazadnje bom ostala tudi prostovoljka v Rdečem križu, ker tako kot pravijo vsi tisti rdeči križarji, ki so dolga leta, če si po duši, po srcu Rdeči križar, humanitarec, človekoljub, si to do smrti. Gospa Bračičeva, dolgoletnega predsednika Območnega združenja dr. Janka Predana smo vprašali tudi to, kako je bil zadovoljen z vami, z delom sekretarke. Odgovoril je v superlativih. Zdaj bomo še pa vas poprašali, kako ste bili pa vi zadovoljni z svojim predsednikom? To pa je tako težko vprašanje, to pa nimam besed. Ko sem prišla na Rdeč križ, ko sem sprejela ta dela sekretarke Rdečega križa Slovenska Bistrica, sem nekako postavila en nepisan pogoj, da je dr. Janko Predan z mano in z vsemi našimi sodelavkami in sodelavci do moje upokojitve, če tako rečem. In moram reči, da sva vsa ta leta resnično dobro soustvarjala to humanitarno organizacijo Rdeči križ, Območno združenje Slovenska Bistrica, ne samo na lokalnem, tudi na nacionalnem nivoju. Po 40 letih vodenja Območnega združenja se je poslovil dr. Janko Predan skupaj s svojo dolgoletno sekretarko Marijo Bračič. Novi predsednik Območnega združenja je postal Jožef Trdlec, podpredsednica dr. Tanja Pavlovič, poklicna sekretarka združenja pa Petra Hojnik. Po zaključku uradnega dela so se prisotni člani zadržali še v neformalnem druženju. V petek, dne 26. aprila, je Čebelarsko društvo Slovenska Bistrica v prostorih Čebelarskega učnega centra na Zgornji Bistrici pripravilo dan odprtih vrat za predšolske otroke iz vrtca Otona Župančiča ter varovance delovno-varstvenega centra Pavš, enota Slovenska Bistrica. V okviru dneva odprtih vrat so si ogledali učno pot medovitih rastlin in predstavitveno-promocijski film o bistriških čebelarjih, ki je nastal v produkciji TV Studia Bistrica. O pomenu čebel in čebelarjenja nasploh sta spregovorila starosta bistriških čebelarjev Norbert Jedlovčnik in predsednik Čebelarskega društva Slovenska Bistrica Maksimilijan Prah. Danes smo bistriški čebelarji odprli vrata za naše obiskovalce. Seveda zdaj v dopoldanskem času so
nas obiskali najmlajši iz vzgojno-izobraževalnih zavodov, tako da jih popeljemo po naši čebelarski učni poti medovitih rastlin, potem jim naredimo na koncu degustacijo medu, da poskusijo razne vrste, pokažemo jim tudi vzrejno postajo našo, katera je registrirana uradno in deluje v sklopu čebelarskega društva. Večina teh vzrejnih postaj v Sloveniji je privat. Potem pa jim pokažemo tudi v naši učilnici ta promocijski film, katerega imamo že od naše otvoritve in kateri predstavi komplet celotno čebelarsko društvo. Vsekakor morava omeniti tudi izjemnega gospoda, starejšega, enega najstarejših bistriških čebelarjev, gospoda Jedlovčnika. Danes je tu v funkciji mentorja oziroma predavatelja najmlajšim. Ja, tako Norbert Jedlovčnik je že, ker je 32-letnik, je še pri polni kondiciji. Njegovo, znanje se prenaša na mlajše čebelarje, tudi danes, kot ste lahko videli, tudi na otroke. Tako da je nepogrešljiv člen našega društva. Seveda na koncu bi se zahvalil tudi vsem čebelarkam in čebelarjem, ki danes sodelujejo na tej prireditvi Dan odprtih vrat. Seveda bi se pa zahvalil tudi občini Slovenska Bistrica, predvsem županu dr. Ivanu Žagaru, da nam stoji ob strani pri našem izvajanju tega sporazuma, ki smo ga podpisali v lanskem letu, sodelovanje med občino, čebelarskim društvom in vzgojno-izobraževalnim zavodom v Slovenski Bistrici. V Slovenski Bistrici v teh dneh začenjajo z urejanjem Tomšičeve ulice. Dela bodo zaključili do 1. avgusta letos. Občina Slovenska Bistrica je v torek 23. aprila podpisala pogodbo z izbranim izvajalcem del, podjetjem AGM Nemec. Pogodbo sta podpisala dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica, in Maja Gerčer, direktorica podjetja AGM Nemec. Ludvik Repolusk, predsednik KS Pohorski odred, je ob tem dejal, da bodo morebitne nevšečnosti med potekom del reševali skupaj. S projektom ureditev Tomšičeve ulice bodo izvedli rekonstrukcijo sistema kanalizacije za del blokovskega naselja med Partizansko in Tomšičevo ulico, kjer živi večina meščanov. Ta predvideva gradnjo ločenega sistema kanalizacije, sanitarne kanalizacije in meteornega kanala. Deli obstoječih kanalov, ki se bodo ohranili, bodo po rekonstrukciji služili za odvod meteornih vod. Skupna dolžina sanitarne kanalizacije je približno 960 metrov. Poleg tega bodo izvedli rekonstrukcijo vodovodnega omrežja na območju stadiona in ob Tomšičevi ulici ter obnovili dotrajano vodovodno omrežje blokovskega naselja. Skupna dolžina vodovoda je dobrih 1700 metrov. V okviru projekta načrtujejo tudi ureditev nove pešpoti v dolžini okoli 550 metrov. Naložba je vredna dobrih 825 tisoč evrov, občina je denar v celoti zagotovila v občinskem proračunu. Štajerske veteranske organizacije so v nedeljo 28. aprila pripravile že 12. šarhov pohod do poslednjega bojišča pohorskega bataljona pri Treh žemljih. Prireditev se je nadaljevala s tradicionalnim festivalom miru na Treh kraljih. Osrednji govornik je bil Rudi Pavšič, nekdanji predsednik Slovenske kulturno-gospodarske zveze. Pred nami stoji veliko izzivov in veliko je odprtih vprašanj. In prav mi moramo stopiti v prvi plan in jih začeti reševati in postavljati temelje za boljšo in bolj humano družbo. Postanimo soustvarjalci našega časa in jutrišnjega boljšega sveta. To smo dolžni našim otrokom in vnukom. To smo dolžni našim materam in očetom, ki so umrli v gozdovih, ki so verjeli v boljši čas.
vse več je družbenih razlik, vse manj je medčloveške solidarnosti. Pasivno dovoljujemo, da na stotine mater in otrok umirajo v Sredozemlju. Pred drugimi, ki mi je usoda nenaklonjena, postavljamo žice in zidove. Postajamo vse bolj egoisti in nestrpni do drugih. V evropski politiki prevladujejo zaprte in nacionalno trde družbe. Z veliko zaskrbljenost gledam na porajanje novih oblik fašizma. In ravno tako z zaskrbljenostjo ugotavljam, da reakcije na te pojave so večkrat medle in površne. V Italiji je takih znakov vsak dan več in najdejo podporo pri vidnih inštitucionalnih predstavnikih in samem predsedniku Evropskega parlamenta. Če je to demokratična Evropa, je ne želim. Želim Evropo narodov, Evropo regij, Evropo nas in Evropo vseh tistih, ki so dali lastno življenje, zato da lahko mi danes imamo boljšo blaginjo in zaradi tega, ker lahko govorimo v svobodi in skupaj brez meja. Zato so tudi umirali naši partizani. Truditi se moramo, da bo naša celina postala kraj narodov in regij. Bodimo bolj prepričani Evropejci, ker je to dobro za vse. Povezana Evropa je v bistvu preprečila, da bi naša nesoglasja reševali z vojno. In tam, kjer povezane Evrope še ni, so nastajale vojne. Pomislimo na Balkan. Spoštovani prisotni, za nas Slovence v Italiji, v Avstriji, na Madžarskem in na Hrvaškem je izrednega pomena, da ostajamo povezani z matičnim narodom, z Republiko Slovenijo. Želimo si matično državo, ki bo ponosna na svojo preteklost, ki ne bo izkrivljala zgodovinskih dejstev in ki bo čuteča mati do nas vseh, ki živimo v njeni soseščini. Želimo si uspešno in v svetu spoštovanja Slovenijo. Trudimo se v zamejstvu, da ohranimo slovenski jezik in našo kulturo. Ponosni smo na naše korenine in na naše prednike, ki so med 20-letnim fašističnim terorjem, med vojno in po vojni v času hladnih odnosov ohranili našo bitnost in našo slovensko identiteto. Biti Slovenec v Italiji je lepo, če znaš ceniti svoj jezik in svojo kulturo in deluješ za dobrososedske odnose. Biti Slovenec v Italiji včasih ni lahko. In tu mislim predvsem na naše rojake v Benečiji, kjer je nasprotovanje do njihovega jezika, do našega jezika, takšno, da me hudo zaskrblja. Zaradi tega, ker je to nasprotovanje vezano na eno zrežirano stalno gospodarsko krizo, zaradi katere naši mladi Benečani zapuščajo domače kraje in iščejo službo drugje. To pomeni, da se ustvarja neka
tiha asimilacija ali umiranje na obroke Slovencev v Benečiji. In glede tega nihče od nas, ne v zamejstvu, ne v Sloveniji, ne mora gledati brezbrižno ali površno. Tu rabimo skupno pomoč, skupne ideje, da preprečimo, da bomo čez 20 ali 30 let ugotavljali, da v Benečiji ne obstaja več slovenska narodna skupnost. To je moralna obvezna, ki čaka vse nas. Ko danes praznujemo 1. maj, praznujemo dostojanstvo delovnega človeka in njegov boj za družbeno enakopravnost. Praznujemo rdečo zvezdo, ki je simbol odporništva in pokončne drže milijonov ljudi v svetu. 1. maj je naš praznik, ki ga moramo stalno bogatiti vsebinami in vrednotami. In ob zaključku dovolite mi, da sklenem, kot v srcu mislim. Smrt vsem novim oblikam fašizma, svoboda narodom in miroljubnim ljudem. Naj živi 1. maj. Zbrane je pozdravil tudi Tit Turnšek, predsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB. Med drugim se je prireditve udeležil dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica. Tradicionalni šarhov pohod vsako leto poteka od Treh kraljev, mimo Črnega jezera do Osankarice in poslednjega bojišča pohorskega bataljona pri Treh žebljih in nazaj do Treh kraljev, kjer je osrednja slovesnost. V društvu Vindgar iz Slovenske Bistrice so na poseben način obeležili Dan Zemlje. Pod geslom Nočem plastik planeta so pripravili projekt, s katerim želijo prepričati vlado, da nemudoma ukrepa glede uporabe plastike za enkratno uporabo in za zmanjševanje plastičnih izdelkov na trgu in njihovo neškodljivo reciklažo. Sonja Jelen, predsednica društva Vindgar, je v torek 23. aprila poslankama Državnega zbora magistrici Bojani Muršič in magistrici Karmen Furman predala peticijo, s katero zahtevajo tudi bolj stroge zakone glede reciklaže odpadne plastike. Poslanki, ki podpirata pobudo društva Vindgar, bosta peticijo predali ministru za okolje in prostor. Peticijo bodo zaključili, ko bodo imeli 2021 podpisov, saj so si za obdobje do leta 2021 zadali cilj, da pripomorejo k znatnemu zmanjšanju rabe plastičnih izdelkov. Na novinarski konferenci so predstavili tudi rezultate ankete, v kateri je sodelovalo 280 učencev in dijakov. Anketa je med drugim pokazala, da 60% otrok ne potrebuje plastičnih vrečk in da 56% otrok pije vodo direktno iz pipe. Da bi bila akcija bolj odmevna v javnosti, je društvo Vindgar isti dan skupaj z nekaterimi ostalimi društvi v mestu inštaliralo umetniške in opozorilne objekte. Med šolami ni bistvenih razlik. Dijaki so tudi izrazili zahtevo za večje kazni za odlaganje plastike v naravo. Prav tako zahtevajo efektivno globalno politiko s spremembo zakonov po svetu. Ravno to so člani društva Vindgar vključili v svojo peticijo. Pri športnem parku so postavili lik svojega društva. Pri športni dvorani poseben grob na Trgu Svobode so sodelovali čebelarji z raznimi liki in panoji. Pri gradu je inštalacijo naredilo društvo CDU, člani ribiške družine pa so svoj pogled na problematiko prikazali pri mostu čez potok Bistrica. V društvu Vindgar, ki si prizadeva za zaščito narave in čisto bivanjsko okolje, trenutno deluje 48 članov. Bilo je prvo društvo, ki je opozorilo na obremenitev okolja z nagrobnimi svečami in eno od prvih, ki je sprožilo akcijo za uporabo tekstilnih vrečk za nakupovanje. Med Slovenije Bistričane so razdelili 2000 nakupovalnih bombažnih vrečk. Pod geslom Naš vsakdanji kruh na krožnik se borijo za zmanjševanje odpadkov hrane. V ta namen so izdali tudi knjižico receptov, ki pripomorejo k manjši količini zavržene hrane. V ponedeljek 6. maja je Slovensko Bistrico obiskala Romana Tomc, poslanka Evropskega parlamenta. Uvodoma jo je sprejel dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica.
Romana Tomc je med drugim poudarila, da je Slovenija v dosedanji finančni perspektivi, ki se končuje, počrpala le slabo četrtino sredstev. Po njenih besedah gre za izgubljeno priložnost, nenazadnje je zaradi tega tudi manj možnosti za financiranje socialnih dejavnosti. Dodala je, da naša država zamuja tudi s pripravo projektov za novo finančno perspektivo. Ker se je Romana Tomc v domu dr. Jožeta Potrča Poljčane, enoti Slovenska Bistrica, udeležila tudi pogovora o institucionalnem varstvu starejših, je komentirala tudi to perečo problematiko. Po njenem mnenju je glavni problem v tem, da še vedno nimamo zakona o dolgotrajni oskrbi, prav tako bi morali ustanoviti slovenski demografski sklad. Evropska poslanka je obiskala tudi prostore Društva invalidov Črešnjevec, kjer se je pogovarjala o aktualni problematiki invalidov. Romana Tomc, ki za bližnje evropske volitve kandidira na skupni listi SDS in SLS, je še povedala, da pričakuje, da bo njihova lista po volitvah imela 4 mandate. V nedeljo, 5. maja, so v galeriji Atems na dvorcu Štatenberg odprli razstavo Čebele naše življenje. 20. maja leta 1734 se je rodil pionir sodobnega čebelarstva, Slovenec Anton Janša. Ta dan je na pobudo Čebelarske zveze Slovenije Republika Slovenija predlagala za svetovni dan čebel. Pobudo so leta 2017 soglasno podprle vse članice Organizacije združenih narodov. Tanji Šuber, grofici Štatenberski in vodi galerije Atems Štefaniji Jesenek Šeši, se je porodila ideja, da bi lahko letos tudi v naših krajih obeležili ta dan, in ideja je kmalu dobila podobo. Na razstavi se predstavljajo fotografi foto, slikarji likovnih društev in čebelarski muzej Hergan. Pozdravni govor je imel Janez Vencel, podpredsednik Čebelarske zveze Slovenije, ki je tudi odprl razstavo. Spregovorila sta tudi dr. Milan Brglez, poslanec Državnega zbora, in Tanja Fajon, evropska poslanka, ki sta spoštljivo spregovorila o čebelah in čebelarjih ter o Štatenbergu, ki je zgodba o uspehu. V kulturnem programu so nastopili otroška gledališka skupina OKCI DPD Svoboda Slovenska Bistrica, otroški pevski zbor Osnovne šole Gustava Šiliha Laporje z zborovodkinjo Katjo Lovrenčič, junior band Osnovne šole Gustava Šiliha Laporje pod vodstvom Katje Lovrenčič, vrtec Makole Oton Župančič, Ciciban in Čebela ter Inga in Olga Ulokina iz Rusinje, vrhunski glasbeni umetnici, ki sta z violino in klavirjem zaigrali Čmrljev let. Aleš Kolar iz Studia Bistrica je za to priložnost pripravil tudi film z naslovom Čebele, dar narave. Številni gostje so bili navdušeni nad izvedenim kulturnim programom ter izjemnimi slikami in fotografijami, ki so nastale na temo čebela. Dvorne dame so se z nasmehi na ustih sprehajale po dvorcu, urejene sobane pa so na obiskovalce naredile izjemen vtis, ki bodo zgodbo o razstavi ponesli v svoje sredine. Na področju obnovljivih virov energije potekajo številni projekti.
Eden izmed njih je projekt Stores, promocija večje rabe energije iz porazdeljenih fotovoltaičnih sistemov. V projektu, ki ga uresničuje v okviru programa Interreg Mediteran in je sofinanciran strani Evropskega sklada za regionalni razvoj, sodeluje tudi občina Slovenska Bistrica. Partnerji projekta Stores iz 7 držav razvijajo in testirajo optimalen način shranjevanja energije. Za ta namen so v 6 državah vzpostavili kar 35 pilotnih območij. Eno izmed teh območij se nahaja tudi v občini Slovenska Bistrica, v Podgradu na Pohorju, kjer vodja projekta Ajda Vernik ter zunanji sodelavci Tomaž Pristovnik, Peter Virtič in Niko Leben zbirajo podatke že od oktobra lani. Istočasno pa razvijajo živi laboratorij, namen katerega je prikaz in analiza izmerjenih podatkov. Občina Slovenska Bistrica je skupaj s partnerji projekta Compose v torek 7. maja na Rogli izvedla tudi delavnico na temo obnovljivih virov energije v slovenski zakonodaji. V okviru delavnice so obiskali tudi pilotno lokacijo, kjer so si udeleženci lahko ogledali nameščeno pilotno opremo in vizualni prikaz merjenih podatkov v živo. Več o namenu projekta pa je povedal izredni profesor dr. Peter Virtič z Fakultete za energetiko v Mariboru. Na tem ekranu vidimo parametre obratovanja sončne elektrarne, hranilnika in pa porabe objekta. Razvili smo ga za lastne potrebe, torej za potrebe uporabnika, združuje pa lahko sisteme različnih proizvajalcev. Tukaj na prvi strani mogoče vidimo trenutno stanje energije v objektu. Najprej trenutna moč proizvodnje sončne elektrarne, vidimo, da proizvede zdaj nekje 4,7 kW. Ker je proizvodnja dovolj velika, ni potrebno dejansko napajati iz omrežja dodatno porabnikov, to pomeni, da celo oddaja v omrežje v tem momentu. In vidimo, da 4,4 kW približno oddaja trenutno v omrežje. Trenutna moč polnjene baterije je 13 W, to je toliko, da baterija vzdržuje tisto minimalno stanje. Vidimo tudi, da je napolnjenost baterije sedaj tukaj 100%. Trenutna moč porabnika objekta je 247 W, je zelo nizko energetski objekt. Potem trenutni delež energijske samooskrbe, to je zelo pomemben parameter, je trenutno zelo velik. Se pravi, presega 100%, to pomeni za 20-krat trenutno presega proizvodnjo sončno elektrarno, glede na to, kaj bi objekt dejansko potreboval. Zraven smo postavili še parameter, se pravi, da primerjamo, kaj bi se dogajalo v energetskem sistemu objekta, če baterije ne bi imeli. Tokrat vidimo, ker je baterija že 100% napolnjena, da je dejansko ta številka enaka, torej oba samooskrba trenutno v obeh primerih na 20-kratniku potreb. Če bi baterija bila še prazna, bi se polnila in pomeni, da bi samooskrba namesto, da bi se dala v omrežje, vseeno bila večja s pomočjo baterije, kar pomeni, da bi se energija zadrževala v objektu. To je pomembno predvsem z vidika, da se poskuša čim več energije zadržati z baterijo na samem objektu. Drugi parameter je pa pomemben predvsem z vidika, se pravi, elektropodjetij, kajti ta podatek pa pove, kolikšen delež sončne energije se porabi na sami lokaciji in koliko se odda v omrežje. Seveda je v interesu elektropodjetij, da se čim več energije, ki se proizvede na lokaciji, tam tudi porabi. To je pomembno preprosto zaradi tega, da se lahko postavi na obstoječo infrastrukturo več elektrarn. In mi lahko te parametre opazujemo ne samo povprečno za celo leto ali pa za cel mesec, pač pa trenutno, vsakih 15 minut se osvežuje, v realnem času jih opazujemo. No, ta zgornja vrstica se posvežuje celo v 1 minuti. To je novost in bistvena prednost tega sistema, se pravi sprotno spremljanje, kaj se na objektu dogaja. Tukaj na tej strani pa imamo stanje energije od 1.1.2019 in sicer koliko energije se je porabilo in koliko energije se je proizvedlo od takrat. Naj pripomnim, da se je lastnik objekta v tem letu ogreval izključno iz električne energije. Zato je poraba nekoliko višja, ampak pričakujemo, da se bo do konca leta za 7 kW elektrarno praktično sam pokril samo z elektriko, samo iz svoje sončne elektrarne. To je bilančno energijsko gledano. Seveda samooskrba letna trenutno znaša, se pravi merjeno od 1. januarja do danes, 56% in pridno raste, zaradi tega, ker se sončni dnevi večajo, daljšajo, oziroma jih je več, kot jih je bilo prej. Ampak ta povprečna, se pravi povprečna samooskrba ni edini parameter. Mi smo te stvari
razdelali še bolj detaljno. Zelo pomembna je samo oskrba, če gledamo poprečno na leto oziroma v celotnem obdobju od 1. januarja. Potem drugi del je, da jo gledamo mesečno in tretji del je, da jo gledamo trenutno. Ponavadi se to vse pomeša in večina javnosti ne loči med temi sistemi. Zakaj je to pomembno? Predvsem zaradi tega, da se točno ve, v katerih mesecih se lahko oskrbi sam in da se energija ne pošilja v omrežje, v katerih mesecih oziroma dnevih pa se to ne more delati. Pričakuje se nekje zimski meseci, bojo najbolj kritični in takrat se v tistih mesecih se sam svoje potrošnje verjetno ne bo mogel zagotavljati v tistem trenutku. Na teh grafih je potem predstavljena letna poraba, letna proizvodnja, od 1. januarja pa do danes, to bo letna potem na koncu. Tukaj je predstavljeno, koliko energije z modro barvo je oddano v omrežje, z rumeno barvo je predstavljeno, koliko energije je sprejeto v omrežje, torej tudi ta interakcija, se pravi navidezno shranjevanje v omrežje, koliko je bilo pač premalo baterije recimo na razpolago. Tukaj imamo pa danes, današnji dan in vidimo, da je sončna elektrarna danes proizvedla še več kot dvakrat, se pravi enkrat več od porabe. In tukaj pa interakcija z omrežjem, se pravi nekaj energije je šlo v omrežje, nekaj se je pa iz omrežja priteklo. Seveda ta zadnja dva stolpiča sta predstavljena zato, ker deluje trenutno elektrarna v sistemu net meteringa, to je neto merjenja. In to neto merjenje pomeni, da dejansko energijo porabnik navidezno shranjuje v omrežje. To pomeni, da običajni uporabnik danes, ki ni v shemi nekih raziskovalnih projektov, kot je ta projekt, te baterije nima. In on lahko namesto te baterije uporablja omrežje kot hranilnik. Mi pa smo želeli pokazati, kakšno baterijo bi potrebovali, da omrežje ne bi bilo potrebno uporabljati kot hranilnik. Ključna prednost tega sistema z vidika uporabnika je, da bo lahko načrtoval z najmanjšimi možnimi stroški najbolj učinkovit energetski sistem za svoj objekt. Projekt Stores bo potekal do konca oktobra letos, ko bodo končali vse meritve in opravili analize iz vseh pilotnih območij. Na podlagi analiz bodo partnerji pripravili konkretne tehnične in zakonodajne rešitve za vzpostavitev oziroma uporabo hranilnikov energije v kombinaciji s sončnimi elektrarnami. Policisti Policijske postaje Slovenska Bistrica so ta teden zabeležili in obravnavali naslednje dogodke in pojave. Obravnavali so 9 kaznivih dejanj, od tega 6 kaznivih dejanj tatvine, kaznivo dejanje zatajitve, kaznivo dejanje poškodovanja tuje stvari in kaznivo dejanje velike tatvine. Slovenska Bistrica. Neznani storilec je storil kaznivo dejanje tatvine in s tem podjetje oškodoval za 1000 evrov. Modraže. Neznani storilec je storil kaznivo dejanje tatvine in s tem lastnika oškodoval za 620 evrov. Videž. Neznani storilec je storil kaznivo dejanje tatvine in s tem lastniku povzročil za 1000 evrov škode. Z področja prometne varnosti so policisti obravnavali 11 prometnih nesreč, od tega so eno prometno nesrečo obravnavali kot prekršek, v 6 primerih so odstopili od ogleda in udeležencem izdali pisno obvestilo, v 4 primerih pa so dogodek zaključili z uradnim zaznamkom. Zaradi kršitev cestno-prometnih predpisov so podali 2 obdolžilna predloga na okrajno sodišče v Mariboru, izdanih je bilo tudi 6 plačilnih nalogov, začasno pa so odvzeli 5 vozniških dovoljenj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so opravili 14 intervencij in sicer 5 intervencij v zasebnih prostorih ter 8 intervencij na javnem kraju. S tem tudi zaključujemo redno tedensko oddajo Bistriški tednik in vas prihodnjič prijazno pozdravljamo.